Pred nekaj časa ste prejeli Michelinovo zvezdico v Ljubljani. Kaj za vas pomeni to veliko priznanje in seveda ne samo za vas, za celotno ekipo? To je za celotno ekipo res veliko priznanje. Predvsem je priznanje na minulo delo, ki smo ga naredili, pa ena obveznost za naprej, da ohranimo te standarde, pa da goste razvajamo tako, kot smo jih do zdaj. Tako da nam vsem skupaj res veliko pomeni. Pa ne samo za vas, temveč tudi za destinacijo Radovljice. Ja, mi v Radovljici tako trudimo že res 7 let, da naredimo nekaj drugačnega, na kulinarični zgodbi smo veliko delali, smo povezali restauracije Okuse Radovljica, vse restauracije se zelo trudijo, da ohranijo kvaliteto in da tudi kvalitetno delajo in mislim, da je ta naša zvezdica tudi malo njihova, zato ker je praktično to eno delo, pa od vseh nas, da smo naredili res nekaj dobrega. Jo potihem pričakovali? Priznam, da jo nisem, tako si potihem najbrž vsak želi, jaz bom tako rekel, vsako priznanje ti laska, ti veliko pomeni, je pa tako, da si take stvari res nobeden ne more pričakovati. Ti lahko še bolj delaš, še bolj si prepričan, da boš dobil zvezdico, pa jo lahko nikoli ne dobiš. Lahko pa delaš tako, kar misliš sam, da delaš prav in jo dobiš in mi smo zgleda delali nekaj prav, tako da smo jo dobili. Da pa lahko dobiš Michelinovo zvezdico, je potrebno vložiti veliko truda. Tako kot sem že v začetku rekla, ne samo Uroš Štefelin kot odličen kuhar, temveč tudi vi. Ja, mi smo vedno govorili, da želimo, da je v naši hiši življenje, da se ljudje dobro počutijo, da je visok nivo storitev, ampak da je sproščeno, da smo povezani z okoljem, z drugimi gostinci, s kmeti, z umetniki, z lokalnim prebivalstvom, zato tudi nudimo domača kosila. In nam je zelo važno, da restauracija živi. In smo vedno, ko so nas gostje spraševali, to boste dobili Michelinko, smo rekli, ja, mi pač delamo tako, kot delamo. Če je to dovolj za Michelinko, ne bomo pa nikoli delali drugače v smeri, da bi jo dobili. V smeri pač še drugačne storitve, ker to smo mi. To smo mi in za ta naš trud in za to naše delo in v bistvu življenje smo dobili to nagrado in smo bili res zelo presenečeni, ker pri nas je res živ žal včasih. So družine z otroki, vrvež, ogromno gostov in včasih si rečeš, joj, da bi zdaj kakšen ocenjevalec prišel, ne vem, kako bi bilo. Ampak kot kaže, so bili ocenjevalci z nami zadovoljni in z našo zgodbo predvsem. No, en kanček v mozaiku pa je tudi to, da sta se vrnila iz Budimpešte, ker sta kuhala za predsednika Pahorja. Ja, midva sva kuhala na predstavitvi slovenskega turizma v Budimpešti, tam so bili prisotni predsednik plus ministri zraven, tako da naredili smo 2 slovenske jedi s tipično gorenjsko sestavino. Jaz to mislim, da so bili zadovoljni, no, vsaj kazali so tako, da so. Čestitke obema in pa seveda veliko prizadevanja in veliko dobre volje, energije tudi za naprej. Hvala lepa. Hvala. Gremo naprej.